Matevž, koliko ste vi zvest človek ali pa kaj mislite o tem, če bi si slučajno premislili, da se več ne strinjate z dejanji stranke, na listi katere zdaj kandidirate, pa bi bili izvoljeni za poslanca, ko bi torej izstopili iz stranke, bi vrnili mandat poslanski ali ne? Oziroma bi bili za to, da se bi moral vrniti mandat? Torej, jaz se svojo stranko, predvsem na lokalnih ravneh, pogosto nisem strinjal, ampak mislim, da je prednost moje stranke v tem, da smo v njej različni ljudje, ki mislimo svojo glavo in da zato veliko energije usmerjamo v to, da najdemo pametne rešitve in več glav več ve. Nimamo generalske logike in moram reči, da je to meni v moji stranki posebej všeč. Tako da možnosti, da bi se pa tako globoko ne strinjal s politiko svoje stranke, v končni fazi ponosen sem, da jo lahko na svoj način tudi sooblikujem. Ne vidim, sem socialni demokrat za dušo in telesom in ne po strankarski izkaznici in verjamem, da dokler bo moja stranka stopala po poti moderne evropske socialne demokracije, bo imela moj glas, moje zaupanje in moje srce. Koliko časa ste vi aktivni član stranke? 16 let. Pa takrat, ko ste vstopali aktivno v politiko, kaj ste razmišljali? O čem še? O katerem programu? Katere stranke še? Willy Brandt je nekoč rekel, da vsak dober socialdemokrat je bil nekoč komunist in mogoče sem v svojih mlajših letih bil bolj radikalen, kot sem danes. Danes pač vem, da je zmernost v vseh stvareh, v načinu življenja, v prehranjevanju, v športnih aktivnostih in v drugih stvareh pač nekaj pametnega in da je zmernost, ki zagotavlja, bom rekel, neko ravnovesje tudi v skupnosti, tista prava stvar in zato sem danes zmeren socialni demokrat modernega evropskega tipa. Kaj vi mislite o obstoječem medijskem zakonu? Torej, jaz mislim, da ta zakon zahteva spremembe, da je potrebno tako medijem kot vsem drugim družbenim podsistemom, še posebej tistim za tako pomembno vlogo, kot jo imajo novinarji, kot glasniki demokracije, dati, bom rekel, večjo svobodo in seveda s tem povezano tudi večjo odgovornost. Tudi zakon o RTV Slovenija je potrebno spremeniti. Res pa je, da bomo socialni demokrati to počeli na način, da bodo spremembe te, pa tudi druge zakonodaje, plod enega dinamičnega razgovora z zainteresiranimi in skupaj bomo na to oblikovali najpametnejše rešitve. Pravite vi osebno, da boste vedno večkrat premislili, preden bi napadli katerega od medijev? 7krat. 7krat bomo premislili, preden bomo napadli katerega od medijev in 15krat bomo premislili, preden bomo za svoje napake krivili tujo ali pa mednarodno zaroto ali ustvarili kakšne diplomatske zaplete za tujo državo. Ampak bi rekli, da ste v laži tukaj, da nimate toliko težav, ker pač so lastniki večjih medijev v Sloveniji vaši simpatizeri? Moram reči, da se tega ne čuti. Veste, pri novinarjih ne verjamem. Jaz verjamem, da je večina slovenskih novinarjev pokončnih ljudi. In da tudi pritiski lastnikov, šefov in podobno ne vplivajo na to, da s tem zrušijo njihovo osebnostno integriteto. To temeljno zaupanje v človeka in v to, da sam oceni, kaj je prav in kaj je narobe, imam in mislim, da tudi če obstajajo, kot pravite, neki naši medijski veliki prijatelji, sam tega ne čutim in tega ne poznam. Verjamem predvsem v zdravo pamet in razum novinarjev in njihovo veliko odgovornost, ki jo imajo za to, da so ljudje pravilno obveščeni, ker to je temelj, da se lahko tudi po svoji vesti, po svojih najboljših močeh odločajo. Se vam zdi, da imamo v Mariboru tako imenovane tajkune? Gotovo, gotovo. Ste lahko malo bolj konkretni? Torej, kje so nastajali? Če uporabim besedo tajkun za tiste, ki so s pomočjo političnih povezav uspeli ustvariti premoženje, jih imamo zagotovo tudi v Mariboru. Jaz ne želim na nikogar kazati s prstom, gotovo pa so. In morda še posebej
v Mariboru se kakšni takšni tajkuni posebej dobro čutijo.